Lep dober dan, Urška Pčerne, dobrodošla v intervjuju SITV. Hvala za povabilo. Kaj bi lahko rekli, da si ti prvenstveno prevajalka ali kaj drugega? Ali samo prevajalka? Ne, prvenstveno že. Je pa vedno bila težava, še ko sem bila prvenstveno novinarka, nisem bila samo novinarka in to je bilo pred 25 leti. Zdaj pa, en čas sem bila zdaj prvenstveno vodja naših festivalov ali pa vodja nosilka Naših Prangerjevih festivalov. Prangerjevih festivalov ali pa nosilka predmeta prevajanja literarnih besedil na univerzi v Mariboru, se pravi na Filozofski fakulteti, na oddelku za prirodoslovje. Kombiniramo, vsekakor smo pa na svobodi, se pravi tisti, ki smo na svobodi, kombiniramo z Varčičem, večinoma. In kako znese to na svobodi? Finančno, seveda. Razen veliko užitkov ob delu. Ja, ni za vsakogar, ne. Jaz sem zdaj se ugotovila, da imam razmeroma veliko, dopuščam veliko tveganja v življenju. Kdo drug, ki ima manj odprtosti do tveganj, si ne bi upal na to pot, ampak se pravi, leta 2003 sem začela statusno na ta način. Prej sem bila že ves čas na svobodi, ampak se nisem samozaposlila. Je to? Tveganje. Tveganje, tukaj je pomembna beseda, očitno. Ja. Tveganje je pa ni bilo kakšnih hujših težav zaenkrat. Torej tisti dobri verjetno lahko tudi materialno pridejo. Odvisno, kako kombiniraš, ne. Ne samo ta dobri, ali pa včasih sploh ne nujno po tem kriteriju, ne. Ker ti si predvsem iznajdljiv, moraš biti. Ne vem, če je kakovost tista, zaradi katere res pokličejo naročniki nujno. Samo kakovost, ne. Se pravi, vemo, da v slovenskem založniškem prostoru, če zdaj govoriva o prevajanju, je večina tistih, ki največ dela nekje redno zaposlenih, ne. Ali pa pol. Se pravi, da so prvenstveno nekje drugje znani ali pa iz nekega drugega polja. Tako da specifika je pa zato, kot si lahko verjetno sam misliš, da lažje je delati z nekom, ki je že, bi rekla, nekje na varnem, ne. Ker čeprav o tem se kregamo s kolegi oziroma s kolegi ne kregamo, ampak imamo različne izkušnje ali pa mnenja. Tisti, ki so zaposleni in potem popoldansko prevajajo ali pa za vikend, pravijo, da marsikdaj si oni upajo zahtevati več plačila, kar potem tudi za tiste, ki smo profesionalni prevajalci in prevajalke, boljš se izkaže za dobro. Jaz dvomim, moje izkušnje so, da če ti ni važno, ali boš sploh plačan oziroma koliko boš plačan, potem ne greš v te sindikalne boje, ne. Se pravi, če si ti mlad upokojenec, ki si vesel, da nekaj prevajaš, gotovo ne boš se dajal z založbo za višje plačilo, ne. Moram priznati, da sem mislil, da je ravno obratno, da tisti, ki so zaposleni, pa so popoldanski espeji, prevajalski, da dobijo manjše honorarje. Ne, enake dobijo. No, ja, predpisani so enaki, ja. Torej, ja. Se strinjaš torej, da je tudi v kulturi velja, kdor je bolj iznajdljiv, bolje prosperira? Seveda, kultura je vedno odraz družbe, ne. Jaz mislim, da ne glede na to, kaj smo po profesiji, vidimo pa izkušnje, ki življenjske nam povejo točno to. Če si na pravem mestu, kaj sreče treba imeti, ne. Na pravem mestu, v pravem času,
Recimo jaz, če ne bi bila takrat mlada, razmeroma mlada literarna urednica na Večeru ali pa urednica priloge, in če ne bi slučajno delala enega velikega intervjuja z nekom, ki mi je kasneje ponudil prvi prevod, na pravem mestu, v pravem času, na prav način, oziroma bilo mu je všeč, kaj sem spraševala, videl je, da imam zelo rada literaturo in je rekel, da moram pač prevajati začeti. In res je, da še nisem prej in da je pa bilo vse pripravljeno za to, da začnem. Gledalce sigurno zanima, kdo je to bil? To je bil Niko Grafenauer, spravi založba Nova revija in Nova revija kot revija in klub Nove revije. Ves krog je bil takrat na višku moči, se reče, pa mogoče, ja, kar na višku moči. In se pravi, imeli so klubski prostor sredi Ljubljane, kjer si lahko čez dan šel nekaj spit in kjer so zvečer bila branja, kjer so bile tiskovne konference na Cankarjevi ulici. Imeli so veliko močno založbo, kjer so si lahko izmišljevali res lepe knjige, poezije, debele izdaje poezije, kot je recimo... Obširne. Mislim, obširne, ja. Prevodno poezijo, prevodne eseje, prevodno filozofijo, revijo samo po sebi, kjer sem pač čisti prvi prevod potem objavila. To so, recimo, to je bil prevod nekoga, Huga von Hofmannsthala, ki je bil takrat že 100 let mrtev. Zdaj se bolj gleda, zdaj klasike ni toliko več. Zdaj se bolj gleda, da se stvar proda, da se seveda založniki bolj kot prevajalci, da pa podobno veste, kako je pravzaprav se sesul, slovenski založniški trg. In ti dnevi, ta leta, to je bilo konec 90-ih let, s tem prevodom, leto 98, 97, so bila zelo lepa leta nekega občutka, da stvari se dvigujejo, da prosperira svet. Jaz sem takrat recimo z Večerom šla na londonski knjižni sejem, so me poslali, redakcija Večera, letalo, hotel, 4 dni tam bivati, pa 3 dni, zato, da smo poročali od tam. Ja, v 90-ih so še časopisi plačevali nekaj honorarjev, najbolje je bilo koncu 80-ih, začetku 90-ih. Aha, no, to se pa ti spomniš, ko jaz še ne, ja, takrat sem gimnazijo končala. Ampak dve stvari sem se spomnil, klasiki si rekla in pa založniški trg se je porušil. Najprej klasiki, praviš, da klasiki se manj prevajajo sedaj? Zdaj se je, ja, nimam statističnih podatkov, ampak po občutku se manj prevajajo. Razen tega, kar je recimo maturitetno branje, kar se perpetuira, in akcije so se začele pred približno 3-4 leti, je javna agencija za knjigo, mislim, da posebej začela sredstva za to. Mogoče zaradi tega, ker je veliko klasikov že prevedenih, pa drugače bi človek pričakoval, da se bodo klasiki bolje prodajali, kot pa sodobno. Ne vem. Recimo zdaj, kaj takega iz fantasy-jekla, se pravi iz začetka 20. stoletja ali pa konc 19. stoletja, zakaj bi to nekdo kupil. Samo nekdo, ki pač ga zanima, kakšen je recimo Dunaj takrat bil, če je to roman o Dunaju, ali pa... Jaz menim, da to gre mogoče, upam vsaj, da gre ciklično, da se bo vrnilo zanimanje za klasiko. Založniški trg, tvoja trditev je, da se je porušil? To ni moja trditev, to je ne porušil, ampak se je zelo skrčil, oziroma se je zelo preoblikoval. Nekaj vas je, ki ste zelo iznajdljivi in ste sposobni preživeti. Veliko založb je šlo v stečaj v zadnjih, recimo, 10 letih. Nekaj se jih je med tem, ko je šlo v stečaj, že spet pojavilo, recimo.
istih oseb v drugih firmah. Ja. A to pa, ja. In po prodaji se je prepolovilo, ne? Po številu naslovov izdanih, niti ne, Niti ne, ja. ampak po prodaji. Ne? Tako da, kar se vidi, v resnici se malo občuti to, da je treba, da moramo vsi zategniti pas. Ne? Da. Ja, no, zdaj kot jaz svojega mnenja tukaj ne bi smel podajati, ampak moje mnenje je bilo, da je tudi v založništvu bilo veliko neracionalnega početja, ne, zato pa tudi jaz. Ja, no se to nekaj tega sem omenila prej, kako je to bilo lepo, ne, v neki tako založbo začeti, ki je tako imenovanega neracionalnega početja počela precej, v smislu res luksuznih izdaj ali pa nekih, kjer niso toliko, mislim, oni so bili sicer eni prvih, ki so šli na telefonsko prodajo, pa čeprav ni šlo, marsikaj ni šlo, ne. Ne vem, kaj misliš, da ne? Ja, seveda, točno to mislim, kar si rekla, različne so prakse neracionalnega početja v vsaki branži. Ja. Ja, število naslovov pa ostaja isto, ne, skoraj isto, izdanih naslovov. Kdo pa to potem objavlja? Samo založniki, kakšne so s terena informacije? Jaz nisem strokovnjakinja za založniški trg, odkar imamo oddelek za založništvo in knjigotrštvo v Ljubljani, ne, se potem oni ukvarjajo statistiko oziroma imamo pač raziskovalce z tega področja in knjige napisane. Tako da, ne vem, bi pa mogoče bilo treba statistično tudi pogledati, a so te knjige enako debele, kot so bile včasih, oziroma imajo podobno ti naslovi. Ja, seveda. A ne, ker zdaj, če ti, ne vem, na založniku predlagaš 1000-stranski roman, kdo bo to plačal, ne, za prevest? To je, pa vem, ne, 50-60 pol avtorskih. Prevajanje. Koliko naslovov prevedeš na leto? Zelo odvisno. V zadnjih letih malo manj, ko sem se ukvarjala več s Prangerjem, drugače pa ne vem, letos jih bom imela 3. Naslednje leto, kot kaže, tudi nekaj takega. 2024 enkrat 2, sicer pa to je malo, ne, oziroma spet je odvisno, koliko ima kakšna stvar strani. Bili so časi, ko sem recimo 1000-stranski roman prevajala 2 leti, ne. Ja, no. Ja. Gledalce verjetno bi zanimalo, iz katerih jezikov prevajaš? Samo iz nemščine. Samo iz nemščine. Dobro, mogoče greva na knjigo, ki jo pripravljaš pri naši založbi, Kulturni center Maribor. Pred intervjujem smo rekla, da mogoče razmišljaš o različnem naslovu drevesa ali listje, o listju ali kako? Ja, naslov v izhodiščnem, ne, v originalu je Laubwerk in to je nemška beseda, ki je večpomenska, ne, ki je malo poetična, hkrati pa iz samega Laub je listje, Laubwerk je tako, recimo ti rečeš Schuhwerk, pa so to čevlji, ne. Hkrati je pa, to je seveda ekološki poziv, ne. Jaz sem to lani zaznala, ko v Sloveniji še ni bilo te historične suše kot letos in teh vročinskih takšnih valov kot letos, ne, da bi bilo treba narediti to, kar ta knjiga govori, namreč raziskuje odnos do listja oziroma razmerja, katere drevesa imajo, koliko, kakšno listje in tako naprej. In en izmed mojih omiljenih citatov iz te knjige, ki bo zagotovo dobro sprejeta, ker je zdaj že vsem jasno, kar govori, da je avtorica našla raziskave za 100-letno bukev, če jo ti posekaš,
jo moraš nadomestiti z 2000 ali 4000, to moram še preveriti. Sadikom. Sadikom, ja. Avtorici pa je ime? Marion Pošman. Marion Pošman. Ja, Marion Pošman je sicer ena najbolj nagrajevanih nemških avtoric. Začela je s poezijo, potem je začela zelo cenjene romane pisati in to je esej, ne? To je esejistično-prozna knjiga. Tako da, če si pa to zamisliš, da je stoletna bukev toliko vredna po filtriranju zraka, po vlagi, ki jo oddaja, nam marsikaj ni jasno, no? Kar pač noter piše, recimo opisuje zelo očarljivo, opisuje, kako Japonci imajo eno prakso, turizem, ki se je razvil, pa Kanačani, da hodijo gledati, ko listavci jeseni se odevajo v te barve. Da ljudje, recimo tako, ti greš na morje, se kopati, grejo v hotele v Kanadi in si bukirajo hotel in potem grejo opazovati to listje, kakšne barve pač je. In obožujejo pač drevesa in listje nasploh. Zato je o listju v resnici je šla obdelovati drevesne liste. Kaj je bolje za listje, da ostane v gozdu pod drevesom ali da ga pograbijo in odstranijo v drevesa? O tem ne govori verjetno. O tem govori, ja. Ampak jaz mislim, da skoraj na dlani, ne? Ja, seveda. Ja, za listje bi bilo boljše tam ostane, ne? Ja. Včasih so kmetje listje uporabljali za strelje v hlevih. In sedaj gozdarji pravijo, da se to pozna v gozdovih, ker so to počeli dolga leta. In drevesa drugače rastejo zaradi tega. No, slučajno sem to zvedel od gozdarja. In spozna po obliki drevesa, kje se je listje pograbljalo, kjer pa se je pustilo. Ja. Kdaj bo prevod, oziroma kdaj bo knjiga objavljena predvidoma? Ja, knjiga bo objavljena letos ali v začetku naslednjega leta, ne? Načrtujemo letos, ja. Ja. Zdaj, malo nerodna situacija, ker jaz sem v vlogi založnika, tudi obenem pa izpraševalca tukaj, ampak dajva prilagoditi to. Ja, do konca leta bomo naredili. Z avtorico si bila v kontaktu? Ja, z avtorico se poznava. Dolga leta nisva zdaj se dobro slišale in je zelo vesela, da bo v slovenščini prevod. Upam, da jo dobimo v živo na promocijo. Ja, potem smiselno še kakšno poezijo pa še prevesti, ker je zelo dobra, no. Zelo dobra je. Pa prijetna. Si rekla 3, katere sta še druge dve, razen listja? Marjane Poš, ne? Marion. Marion Poš, ne? Pošman, ja. Pošman. Katere sta še druge dve v tvojem programu letos? Prevodnem? Ena je Bojana Kunst, filozofinja. Iz slovenščine, slovenščina? V nemščino. A, v nemščino? Ja. Aha, Bojana je napisala v slovenščini? Ja. No, sem mislil, da je napisala v nemščini, ker je predavala. Ja, ona dosti napiše v nemščini, ampak to pač je napisala, ker predava v nemščini. Prosti, ja, nadaljujem. In lotevam se Günterja Grassa, ki bo naslednje leto tudi. In poezijo sem nekaj prevajala in lotevam se Alide Bremer, ki bo. Alida Bremer je Nemka in Hrvatica, rojena v Splitu in je napisala en zelo, zelo dober roman o Splitu. Tako da to tudi upam, da bo pravočasno za predpočitniško branje. Ja. Za naslednjo sezono. Ja. Še je tukaj, verjetno še imava teksta o Prangerju, nisva nič. Ne, to je tudi, mislim, moj občutek je, da si tam vraščena, da si... Ja. Imamo občutek, da si ti glavna, da si... Pranger si ti. To je Urška Pečernik. Nisem samo jaz.
Vsekakor je. Je pa res, da ko je Lucija Stupica, ker so skupaj začele po Lucijini ideji in takrat je sodeloval, to govorimo o letu 2003, ne, tudi njen brat David in moj mož Goran, da smo ustanovili društvo in postavili Pranger in naredili pač ta festival kritike poezije. Ko je 2010 potem Lucija šla, oziroma 2010 je bila še zraven, potem je šla, sem se odločila, da vseeno nadaljujemo in smo imeli zelo različno število ekip. Nekaj časa smo bili učni festivali, smo imeli, recimo nas je bilo 17, zato da smo učili dijake gimnazije Vič, kako se festival dela in so zelo participirali. Potem smo pa ugotovili, da pravzaprav za učinkovito narediti festival so dovolj 4-5 ljudi, ne? Tako da tu smo zdaj nekako. Zgodilo se je lani in predlani, oziroma lani se je zgodilo z pesniškim turnirjem, da smo se okrepili, oziroma smo okrepili dejavnost s tem, da smo pesniškemu turnirju pomagali nadaljevati pot, ki je 22. letos se že odvil, prvič pod našim okriljem. In pred 4 leti smo ustanovili najbolj res iz moje glave ratalo prevodni Pranger. To je pa moj projekt, ki sem si ga že zelo dolgo želela nekako v tem smislu narediti, kolikor se bo spreminjal, bomo pa videli. Drugače je Pranger nekako teritorialno povezan z Rogaško Slatino, ne? V Rogaški Slatini, mislim, tako je bilo, leta 2003 smo ustanovili pač društvo, Lucija in David sta si želela, sta bila domačina tam, v Šmarju pri Jelšah. Midva z Goranom so rekla, da pomagava in smo začeli, prvo prireditev smo imeli v Šmarju pri Jelšah, ki še ni bila niti Pranger kot festival. Potem smo pa v Šmarju pri Jelšah bili do leta 2007, dvakrat, trikrat. Na to pa smo se preselili v Rogaško Slatino. In tam so nas sprejeli zelo, zelo lepo. In Rogaška Slatina je seveda zdaj glavno prizorišče tega jedra festivala, ne. Jaz sem tudi v Ljubljano ene stvari peljala, zato ker je tam pač publika, oziroma začetek recimo ta tako imena konceptualna debata v Rogaški Slatini ni funkcionirala. Ljudje se niso vozili tako daleč za neke specifične intelektualne teme, iz samega okolja ni bilo zanimanja za to. Pa tudi časovno nam je zelo lepo se poklopilo, da zdaj recimo imamo v Rogaški Slatini kosilo, ob dveh končamo s kosilom, potem se ljudje še kar pogovarjajo in izmenjujejo in jim ni treba ob 3 iti potem na to. V Ljubljani je pa seveda bistveno več tudi študentske publike, ki jih tovrstne teme zanimajo. Tako da je Rogaška Slatina in je vprašanje, lahko se bo kdaj še kak del festivala kam premaknil. Festival se lahko bo razvil še za kakšno dodatno vsebino. To, da veš, kako je vedno se da. Ne moreš reči nikoli. Moje mnenje je, da v manjših mestih je dosti bolje organizirati takšna, mogoče celo bolj strokovna srečanja, kot je Pranger. Saj ravno je časa dovolj za pogovor. V tem, ko v mesto ljudje pridejo na prireditev in letijo na drugo prireditev. Moj občutek pa je, da je Pranger čisto res bolj strokovni festival in ne bazira toliko na pompoznosti, vsaj takšen imam občutek, tako kot drugi recimo festivali, kjer potem več na koncu že ne veš, ali je iz javnih sredstev financiran pop festival, pop glasbeni festival, kar je marsikje spremljajoča prireditev, glasbeni nastopi, ali pa je to še literarni, pesniški ali knjižni festival, knjižni sejem, ali pa so že to pop-rock koncerti. Tu imam jaz nekaj zapovedati. Se strinjam s tabo, mi smo se zavestno odločili že prej, to je denar za knjigo, iz česa
iz denarja za knjigo prosim, lepo, se plačujejo zelo dobri honorarji pop rock skupinam, niti ne recimo, ne vem, rock skupinam, ne. Tako da, in tu se pa potem krešejo, koliko je spet lahko, da popularizira poezijo to. Mislim, zagotovo popularizira ne bom. Mi pač nismo to nikoli bili. Mi smo recimo imeli minimalen budžet in smo veliko, so glasbeniki pač dobili, kolikor so hoteli dobiti, potem pa smo prekinili s to prakso. Tako da mi nimamo več koncertov, kakor kdo želi, mi smo asketi, špartanci, kakorkoli, mi smo res in ne bomo iz denarja za knjigo več na ta način plačevali, ker tudi nimamo časa za tisti čas, ko bi bil pop ali pa rock koncert, imamo mi pesniško branje, ker nas pač zanima sama umetnost, literarna umetnost. Vse je logično, vse. Točno to, ne more iz javnega denarja, ki je namenjen za knjigo. Smo pa butični, tako kot si rekel, smo butični in strokovni in nas ne boli srce, če ne prihajajo trume. Če to ni namenjeno masam. Ne, mi nismo namenjeni masam, so pa tisti, ki so namenjeni večjim masam, prepričani svoj prav. In mi sobivamo vsi, ne, mi smo pač taki, kot smo, iz nekih naših, verjetno tudi karakternih lastnosti. Kdo drug bi to prevzel, ko bo nekdo za mano to prevzel, pa vprašanje, kam bo šlo. Lahko bo ravno to se zgodilo, da bo spet šlo na trge, s pivom v roki, pa... Ja, naprimer, meni je totalno smešno, knjižnica organizira svojo obletnico in je potem ves teden truš na velikem odru, kjer se porabi denarja za oder in za glasbo in ne vem kaj vse, tik ob čitalnici, kjer mora biti... Zdaj so različni koncepti, kako popularizirati knjigo, ne? Ja, to so različni koncepti. Spet nimamo statističnih podatkov, kaj je boljš, mi imamo neko svoje stalno jedro obiskovalcev, ne, in smo butični z vsemi plusi in minusi, ki iz tega izhajajo. Res pa je, da smo butični po fizični prisotnosti tam, da pa se trudimo, ker vse snemamo, da to potem lahko kdo si ogleda sred, ne vem, zime, če ima covid ali pa če ne more nekam, če je star, 80-90 in ne more potovati, tako da vprašanje, tisto pa nimamo dobrega vpogleda, koliko je potem tistega bilo pregledanega, ne. Še eno temo imava Urška Pečerne na SITV v intervjuju. Enkrat sva zadela skupaj, mislim, da po telefonu, ali mogoče v živo celo, ko sem ti omenil strojno prevajanje. Če se spomniš. Ja, sva zadela skupaj sva. Nisi navdušena nad umetno inteligenco? Ne bi mogla na ta način reči. V zgodovini prevajanja, ne, se je zgodilo v 50-ih letih, v bistvu že 40-ih, sred vojne 20. stoletja so začeli imeti idejo, da bi tolmačili, ne, bolj na japonsko-angleški liniji in rusko-angleški liniji, da bi avtomatizirali prevode, ker bi bilo potem to lažje. Vedno je hrepenenje potem, da ti nekaj avtomatiziraš, se pravi, tako kot zdaj ne beremo več ob reki, ne, ampak imamo pralne in pomivalne stroje. Tako da bi nekdo... Peremo, ne beremo, peremo. Pomivamo in peremo. Tako da bi nekdo, da bi se človeka in človeške napake dalo omejiti, ne, v smislu, vzameš od njega, na ta način sploh umetna inteligenca, ne umetna strojno-prevajalniška inteligenca, ni nič drugega kot pač algoritem, ki ti iz obstoječih človeških prevodov, ki so nahranjeni v nekem tem pomnilniku, po neki tej formuli, ki on presodi,
ta algoritem, da bi bilo primerno za ta prevod, za to neko ciljno publiko tega vprašanja, če to lahko presodi, lahko mu daš noter, za koga naj to prevaja, ne vem, za otroke, za najstnike, in bo potem zbral različne prevode, ampak še vedno so to človek naredil in je dal potem shrano. Tako zdaj deluje. Obstajajo na prevajalskih konferenci, na simpoziju mednarodnem 2018 sem spoznala iz Moskve znanstvenike in znanstvenice, ki so prepričani, da bo tudi poezijo se že dalo prevajati na ta način, da ne bo človek več potreben. To pa? Ja, za enkrat obstaja to ločevanje na human translation, HT in machine translation. In to ločevanje obstaja, vse, kar je bolj kompleksnega in bolj pretanjenega, kjer ti intuitivno, kjer ti recimo čustveno, intuitivno in iz nekega arzenala, nekega umetniškega ali pa filozofskega znanja moraš, kot se reče, od nekod iz sebe spraviti nek prevod, tam še ne more, tam še niso uspešne, preprosto. Poslovno pismo je dosti enostavno za stroj, medtem ko poezijo verjetno... Vse, kar je tipsko, to potem je nonsens. Mislim, tolmači sodni imajo obrazce, ki so že prevedeni in ti tam v neki sodbi je točno jasno, kako se ta klauzula recimo. Ampak to zdaj za literarno prevajanje. Literarno prevajanje je, tako kot literatura, kot umetnost, je popolnoma nekaj drugega kot recimo uporabniške ostala področja, navodila za stroj. To bi bil nonsens zdaj sam prevajati in si izmišljati toplo vodo, če pa je že bilo prevedeno. Ti trikrat klikneš, naši študenti to znajo prevesti v par sekundah, zato ker je nekdo že prevedel in mu pride noter, ampak jaz nisem proti, je pa res, da kot predavateljica pa učim human translation, pravi človeške prevode z metodo empatije. Spravi, jaz učim, da je naloga prevajalca in prevajalke, da se najprej zelo, zelo dobro uživi, se pravi, totalno prebere tisto, da res vidi, kaj je sporočilo in forma in vse to, ne vem, naredi metrično shemo pri poeziji, zasliši, vse to. Življenjepis avtorja celo bi moral poznati način njegovega razmišljanja, njene razmišljanja. Vidiš, to je zelo zanimivo. Jaz se realno sem vrnila zdaj iz seminarja, poletnega seminarja literarnega prevajanja na enem otočku v Zadarskem arhipelagu, Premuda, kjer že 26 let Univerza v Gradcu to dela. Jaz sem mentorica za slovenščino in je recimo ta festival se imenuje? Premuda. Ja. Zomarkov lek Premuda, literarniški zdaj sem Premuda. In je recimo zanimivo, smo se o tem pogovarjali, ker je en drug strokovnjak, udeleženec rekel, zakaj rabiš življenjepis? Ne rabiš. Ker jaz sem... Da način razmišljanja, da se prilagodiš načinu razmišljanja avtorja, ti govoriš tudi kot avtor, Mislim, vidiš, da vsak človek, ki nekaj piše, ali piše song, ali piše nekaj, da nekaj sebe. Jaz tudi mislim, da ti moraš vedeti, kaj. Recimo smo imeli primer, je študentka si izbrala iz Rieder, jaz sem sestavila berilo iz avstrijske literature in oni si pa zberejo, kaj tistih 14 dneh prevedejo. Si je izbrala eno pesem, poezijo in dokler, in je ni morala točno razumeti, dokler, ko pa prebrala, da je človek profesionalen ribič na enem jezeru v Avstriji, in je nenadoma razumela, ta hiša stoji ob jezeru, ta vlaga prihaja noter, je ta vlaga iz jezera, veš, v zidove, o tem je bilo govor. Tako da, jaz sem zelo na stališču, lahko me pa vedno kdo še prepriča, da ni treba vedeti, čutiti človeka samega. No, ampak strojo tudi lahko damo te inpute. Kaj je avtor doživel,
kaj je do sedaj napisal, kako razmišlja, kako je razmišljal, katere druge je srečo, kako njegovo okolje razmišljanje, kakšno je njegovo življenjsko okolje bilo, kakšno je. Ne? Misliš, da bo razvil? Ne vem, improviziram. Jaz mislim, da so, tu znanost je tako napredovala, sploh nič ne rečem, lahko bo naslednje leto prezentiran nek program, ki bo imel ta tipala za čustvene informacije, iz besed ven, da to zagotovo razvijajo. Zdaj po svetu ekipe milijonski projekti so zagotovo. Ker ravno to smo jim vedno učitelji, da tega pa pač tu pa ne morejo. Jaz mislim, da ni sploh težava, mi smo v prostornem času, mi smo staromodni, kakorkoli. Jaz zaenkrat pravim, da najboljši način je, da se res maksimalno v njo in njega opus živiš in pol boš samo sebe prevajal. Potem boš vedel, kakšen jezik hočeš, ne vem, tisti lik, recimo z nekega romana, ti to žensko moraš videti, recimo, neka starka, ki je zlobna in zajedljiva, preden ji ti podeliš jezik kot prevajalec, je fajn, da si jo predstavljaš, kak bi govorila, ker ji ne daš nekega bolj noter najstniškega izraza, ki ga ona ne bi rekla. Takega. No, v tem smislu. Ja, zanimivo, res. O globinah in veličinah prevajanja. Urška, zdaj smo že skoraj eno uro skupaj. Ja, kaj bi še? Mogoče bi ti dali na izbiro eno temo za konec. Kaj bi povedala nam? Kaj bi svetovala mlajšim mogoče? Kjer jaz to živim, to je prav res literarno prevajanje, oziroma ko greš v tekst noter, ko ves ostali svet izgine in ko si ti s to literarno umetnostjo sam, ki je v tebi, jaz bi rekla, pred staršem bi položila tudi na srce, ker vidim, da če nekdo pride študirati literaturo, ne literaturo, ampak prevajanje, pa kot otrok, najstnik, ni veliko bral, je težko, jaz imam, s tem rečem, bralna dieta, da če eno knjigo na teden prebereš, recimo, ne vem, si vzameš 2 leti, si ti napolniš potem spet si bolj okreten z jezikom. Ampak jaz točno vidim, koga imam pred sabo na fakulteti, kdo je bral kot otrok, kdo pa ni. In tisti, ki je bral, dela, veš tak, mehko, v redu, različne, takoj, brez problema. Sicer pa je bolj, da si tolmač, ali pa, mislim, za tolmač biti ne rabiš dosti brati kot otrok, ker dela ta kratkoročni spomin oziroma tehnike simultanega prevajanja, tolmačenja, pa še dosti boljše plačano. Bistveno boljše plačano. No, pa smo spet pri denarju, kjer smo začela. Ja, najlepša hvala, Urška Pečernej, za intervju.